Pozdravljeni! Koliko se res splača ekipam Formule 1 boriti se za višja mesta na konstruktorski lestvici in koliko je bolj učinkovito dosegati na primer zmage na kakšni osamljeni dirki. O tem se bomo pogovarjali v naslednjih minutah. Verjetno je marsikdo izmed vas v zadnjih dneh naletel na izjavo, ki prihaja iz strani tovarniške ekipe Mercedes. Namreč bolj bi si želeli zmage na posamični dirki v letošnji sezoni kot osvojitve drugega mesta na konstruktorski lestvici. In na prvi pogled bi se lahko marsikomu zdelo, da po tolikih osvojenih naslovih med konstruktorji v Formuli 1 drugo mesto tovarniške ekipe Mercedes ne zanima. A sam mislim, da je razlog nekje drugje. Namreč marsikdaj nam določeni avtorji servirajo teze, ki se pa pravzaprav ne izkažejo za resnične, ukolikor pregledamo določeno dokumentacijo. Preveč enostavno je trditi, da tisti, ki je višje na konstruktorski lestvici, dobi več denarja. Seveda, v delitvi sredstev, ki izhajajo iz televizijskih pravic, je tudi steber, kjer se denar deli po rezultatu iz prejšnje sezone. A to je le en steber in videli bomo v nadaljevanju, da nekatere ekipe lahko iz tega naslova dobijo več denarja kot na primer svetovni prvak. A treba je razumeti tudi nekaj. Ekipa, ki osvoji naslov svetovnega prvaka, ima enkratno promocijsko možnost. Namreč vidimo lahko, da ekipe neprestano obeležujejo te naslove. Po drugi strani, oni, ki osvoji drugo, tretje, četrto mesto, se s tem rezultatom ne ponaša. A to je seveda čast in prednost onega, ki je bil najboljši. Vsi ostali so le poraženci. Drugi na lestvici je le tisti, ki se je najbolje odrezal od vseh ostalih, ampak ne spremeni bistva. Razumeti moramo, da v sodobni Formuli 1 obstaja omejitev proračuna. In na to mnogi komentatorji pozabijo. Za prihajajočo sezono 2023 bo ta $135 milijonov. In gre za indeks, kar je druga točka, na katero se mnogokrat pozabi. V letošnji sezoni 2022 je ta omejitev malce višja, $140 milijonov, v lanski sezoni 2021 je bila $145 milijonov. Seveda zopet indeks na 21 dirk. Namreč, ukolikor imamo več dirk kot 21, vsaka dodatna dirka seveda tej omejitvi prišteje $1.200.000. Ukolikor jih imamo manj, se pa $1.200.000 odbije. In seveda slika je sedaj že malce drugačna. Namreč, kolikokrat smo slišali, da v sezoni 2021 je Red Bull prekršil seveda proračunsko omejitev. A moramo razumeti tudi, koliko dirk je v posamezni sezoni in kakšne spremembe se dogajajo, na primer zaradi inflacije. In če pogledamo, da v sezoni 2023 je planiranih 24 dirk, če malce upoštevamo, da v letošnji sezoni je inflacija dokaj visoka, bi lahko nekako zaokrožili, da bo realni proračun omejen navzgor na nekaj manj kot $140 milijonov. In to je številka, o kateri se bomo lahko pogovarjali v prihodnosti, ampak
da nam neko idejo o tem, kaj lahko pričakujemo. A sedaj smo prišli do one točke, kjer si bomo ogledali, koliko v resnici ekipe dobijo iz televizijskih pravic in kako se to deli. Povedal sem, da gre za več stebrov. Naprimer, v prvem stebru dobijo vse ekipe enako število denarja, v drugem stebru seveda se upoštevajo rezultati iz prejšnje sezone in na to imamo še one izjemno sporne dodatke. Tako se je zgodilo v sezoni 2022, da je Mercedes dobil iz tega naslova $148,5 milijonov. Govorimo na rezultate sezone 2021, seveda izplačila zamujajo za eno leto. Red Bull je dobil $140 milijonov, ampak Ferrari 208. Prav zaradi onih dodatkov, ki so, bodimo iskreni, malce sporni. A v vsakem primeru smo videli tako Mercedes, Ferrari kot Red Bull so samo iz tega naslova dobili pravzaprav toliko, kot znaša omejitev proračuna za sezono 2022, Ferrari bistveno več. In sedaj še nismo prišli na primer do pokroviteljev. Verjetno vsakdo izmed vas je sedaj razumel, da nekatere ekipe v svetu Formule 1 dobesedno kujejo dobiček. In zato tudi tak interes določenih struktur, da bi prišle v to tekmovanje. Seveda, v časih, ko omejitev ni bilo, so nekatere ekipe lahko porabile tudi nekaj manj kot $0,5 milijarde na sezono, druge ekipe, one malce slabše, so pa porabile manj, kot znaša sedaj omejitev proračuna. To je nekaj, kar smo že mnogokrat omenili. A zanimivo je, da z takim načinom dodeljevanja sredstev res ni bistveno, ali si drugi, tretji ali četrti. Dobiš nekaj denarja manj, ampak to ne pomeni, da ti bo denarja zmanjkalo, kajti še zmeraj ga dobiš toliko, da boš krepko čez ono omejitev proračuna. In tudi to je ena točka, o kateri velja razmisliti. A če denar ni glavna motivacija, zakaj si nekdo nekako ne bi želel boriti za najvišja mesta, so to omejitve. Namreč svetovni prvak med konstruktorji dobi v naslednji sezoni kar ostre omejitve, kar se tiče časa, ki ga lahko porabi v vetrovniku, oziroma govorimo o številu poizkusov v vetrovniku in seveda, koliko ima na razpolago simulacij CFD. In sedaj vam bom zopet govoril o indeksu. Namreč svetovni prvak ima po novih pravilih sedaj le 70% tistega izhodišča na razpolago, kar pomeni 224 poizkusov v samem vetrovniku in 1400 enot, kar se tiče simulacij CFD. In na to z vsakim mestom nižje se indeks dvigne za 5%. In seveda zadnja ekipa ima 115% ali 368 poizkusov v samem vetrovniku oziroma 2300 enot CFD. Enote CFD rastejo po 100 enot za vsako mesto manj, ki ga je nekdo zasedel na konstruktorski lestvici. Torej, videli smo, da ukolikor je kdo mesto nižje, ima, kar se tiče razvoja v naslednji sezoni, boljše pogoje. In sedaj se lahko začnemo resno spraševati, zakaj bi se nekdo boril za drugo, tretje, četrto mesto na konstruktorski lestvici. V bistvu bi lahko dobil nekaj več denarja, kar pa ne bi spremenilo njegovega položaja, v resnici bi imel na razpolago manj,
ur v vetrovniku oziroma poizkusov v vetrovniku in manj priložnosti simulacij CFD. Torej, ukolikor bi si nekdo želel biti višje, bi si v naslednji sezoni postavil slabše pogoje. In mislim, da so vsi v svetu Formule 1 dovolj racionalni, da bi se takšnim situacijam najraje izognili. In če smo tudi iskreni in se malce spomnimo, kaj se je zgodilo v sezoni 2021, kdo je dosegel boljše rezultate? Ferrari, ki je bil dokaj visoko na konstruktorski lestvici, ali pa ekipa Alpine in McLaren, kjer so dosegli po eno zmago. Ferrari v sezoni 2021 je bil brez zmag. Seveda, vsakdo izmed vas ima lahko tu svoje različno mnenje, ampak sam mislim, da pri McLarenu so bili bistveno bolj zadovoljni z zmago, kot če bi bili višje na konstruktorski lestvici, še bolj pri ekipi Alpine. Tudi pri Ferrariju bi raje žrtvovali kako mesto na lestvici, le da bi dosegli zmage. In sedaj iz tega zornega kota je izjava, ki so jo podali pri tovarniški ekipi Mercedes, čisto razumljiva. Ne gre za podcenjevanje mesta na konstruktorski lestvici, le zadeve je treba dati v pravo perspektivo. Namreč denar oziroma sredstva, ki jih dobijo iz televizijskih pravic, niso pravi motivator, treba je razumeti zadeve malce bolj kompleksno. Za danes, glede tega, upam, da zanimivega vprašanja, je bilo to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.